spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Prav prisrčno pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. V današnji oddaji bomo spoznali župnijo Železniki na Gorenjskem. Želim, da se udobno namestite in želim vam dober in lep sprejem. Hvala Jezus in Marija, dragi moji prijatelji, oddaje Pot poti po celotni Sloveniji in tudi preko svetovnega spleta. Pozdravljam posebej še naše zdomce. Posebej pozdrav pa gre našim gledalcem Gorenjske televizije iz Kranja, ki so sedaj tudi z nami. Sedaj pa pozdravljam tukajšnjega župnika, gospoda Andreja Jemca. Bog vas živi. Lep pozdrav tudi vsem gledalkam in gledalcem. Sem župnik župnije Železniki in soupravitelj župnij Dražgoše in Zalilok. V tej župniji delujem že 4. leto, drugače pa sem bil posvečen v Mašnika leta 2003 v Ljubljanski stolnici. Tukaj zdaj naši gledalci vidijo tudi vašega zavetnika. Morda še kakšno besedo za naše gledalce oddaje Pot poti, bi vas prosil. Ko sem prvič prihajal v župnijo Železnike, sem bil zelo navdušen nad stranskim oltarjem, v katerem je podoba svetega apostola Andreja, mojega krstnega zavetnika. Rad sledim njegovemu klicu, tudi on je najprej, ko je srečal Jezusa, spoznal, da je tisti, ki odrešuje vse ljudi, ki nam prinaša pravi mir in notranjo srečo. In prav zato sem si za svojo novomašno geslo izbral tudi stavek, ki ga je izrekel ob svojem bratu Petru. Našli smo Mesija. In s tem je povabil svojega brata, da je sledil Jezusu Kristusu po poti, ki nam jo kaže skozi življenje. In prav tako je tudi cilj mojega življenja, da hodim po poti za Jezusom in da to srečo, to odrešenje kaže tudi vsem ljudem, katerim sem poslan. Spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti v nadškofiji Ljubljana, v župniji Železniki na Gorenjske. In na pričetku bi pravzaprav gospoda župnika vprašal, kje pravzaprav ti železniki so, kajti z nami so tudi takšni gledalci, ki verjetno prvič slišijo za to župnijo, oziroma razen tisti, kateri so spremljali, kot so bile lansko leto tiste ujme. Železniki ležijo v neposredni bližini Škofje Loke, so središče Sevške doline, spadamo v dekanijo Škofja Loka in smo tudi del nadškofije Ljubljana. Kakšen je pa pravzaprav utrip župnije Železniki? Župnija Železniki je že precej stara, nastala je leta 1622, ko se je odcepila od svoje matične župnije Sevca. V teh letih se je zelo razvilo župnijsko življenje. Tako v naši župniji deluje kar več skupin. Če začnemo tukaj pri oltarju, nam pomaga kar nekaj ministrantov. Imamo 25 osnovnošolskih ministrantov in potem še 10 srednješolskih ministrantov. Poleg tega v župniji delujejo tudi 4 pevski zbori. Imamo otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, mešani pevski zbor in upokojenski pevski zbor. Imamo tudi navdušeno skupino pritrkovalcev, ki polepšajo vsako župnijsko slovesnost. Potem za cerkev krasi kar 25 skupin čistilk in krasilk, ki poskrbijo, da je v naši cerkvi vedno vse lepo očiščeno in tudi lepo okrašeno. Potem imamo v župniji tudi kar 3 mladinske skupine. Imamo tudi skavte, volčiče, četo in tudi popotnike. Poleg tega v župniji deluje tudi zelo dejaven župnijski pastoralni svet in župnijski gospodarski svet. Deluje tudi župnijska Karitas, v okviru katere deluje tudi zgodovinska skupina. Poleg tega se tudi naši verniki poglabljajo v življenje svetega pisma, zato imamo tudi biblično skupino. Srce naše župnije pa je prav gotovo molitvena skupina, ki podpira vse dogajanje svojo molitvijo in priprošnjo k Bogu. Prej ste omenili tudi pritrkovalce. V naših oddajah oziroma na splošno v slovenskem prostoru so ti pritrkovalci
zelo redko. Zakaj to gre? Ja, pritrkovalstvo je v bistvu neke vrste umetnost, neke vrste glasbena dejavnost. Iz zvonov izvabljajo različne melodije, odvisno od cerkvene dobe, odvisno od praznika. O praznikih izvabljajo veselejše melodije, ob žalostnih trenutkih so bolj žalostne, ampak smisel vsega pa je, da tudi ljudje začutijo, da se v cerkvi nekaj dogaja, da zvonovi ta dogodek tudi oznanijo. Komu je pa ta župnija posvečena? Kdaj ima stefarni praznik? To bi bilo verjetno za naše gledalce tudi zanimivo. Župnija je posvečena svetemu Antonu Puščavniku, ki ga vidimo tudi v glavnem oltarju. Sveti Anton Puščavnik je tam živel v prvih stoletjih po Kristusu in je nam zgled predvsem v svojem kontemplativnem življenju. Znal je prisluhniti Božjemu klicu, znal je prisluhniti tistemu, kar mu je Bog govoril in na nek način tudi posredoval ljudem, ki so ga obiskovali v puščavi. Sveti Anton je ljudem tukaj zelo blizu, njegov praznik praznujemo 17. januarja, ko imamo tukaj glavno žegnanje, takrat imamo v naši župniji tudi celodnevno čiščenje, praznuje pa tudi naš župnijski vrtec, Antonov vrtec, ki ga obiskuje kar 50 malčkov tukaj iz naše župnije. To pa je zelo lepo. V naši župnijski cerkvi je zelo priljubljen tudi stranski oltar svete Ane, Marijine mame. Sem se zatekajo tudi naše družine po pomoč, kadar so v raznih težavah in tudi v veselju. Moram poudariti, da imamo v naši župniji kar 5 zakonskih skupin, tu se kaže neka živa povezanost s sveto Ano in svetim Joahimom in tudi vzgajajo svoje otroke za življenje po veri. Morda bi še zdaj predstavila tudi vaše podružnične cerkve, katere so? V zadnjem času je kar nekaj pomanjkanja duhovnikov, zato midva skupaj z gospodom kaplanom Matejem Nastranom oskrbujeva kar 3 župnije. Poleg župnije v Železnikih imamo tudi župnijo v Dražgošah, kjer je romarska cerkev svete Lucije, ki je zavetnica zoper bolezni oči in tja kar veliko ljudi iz Korenske poroma vsako leto ob njenem prazniku 13. decembru. Poleg tega oskrbujemo tudi župnijo Zalilok, kjer je romarska cerkev Marije v nebo vzete in tam je v prazniku velikega šmarna tudi velik romarski shod in potem še preko leta parkrat. Ob velikem šmarnu obišče to cerkev zelo veliko ljudi. Na predvečer pa imamo tudi procesijo z Marijinim kipom in lučkami, ki je zelo lepo tudi obiskano. Poleg tega imamo potem še podružnično cerkev svetega Frančiška Ksaverija tukaj v Železnikih na Pokopališču. Cerkev tudi datira tam nekje v 17. stoletje. Tudi ta cerkev je zelo priljubljena, saj so se mu ljudje od vekomaj priporočali kot priprošnjiku. Poleg tega pa imamo še eno podružnično cerkev v Suši, tam je Marijina cerkev Loretske Matere Božje, kamor ljudje vsakodnevno radi zahajajo in se Mariji priporočajo v vsakodnevnih težavah. To, kar bom zdaj povedal, verjetno naš gospod župnik ne ve. Prijel sem kar precej pisem, kjer se v vaši parani oziroma tudi moji gledalci oddaje Pot poti vam zahvaljujejo za vse tisto dobro, kaj ste naredili. In kaj je tisto, da vas imajo ljudje tako radi? Ne vem, če je to smiselno, da imajo ljudje nekoga radi. Važno je, da smo povezani, da skupaj hodimo po poti za Kristusom, da vsi delamo za dobro, da se ljudje čutijo v župniji domače, da se čutijo sprejete in hkrati s tem se počuti tudi duhovnik sprejet od ljudi. In to je tisto glavno, kar lahko naredimo eden za drugega in da skupaj hodimo po poti, ki vodi v večno srečo Bogu. Bog daj, da še tako naprej. Zelo lepo Hvala povedano. Kako vi vidite današnjo mladino, gospod župnik? Večina nas v slovenskem prostoru tarna, ampak jaz mislim, da so mladi dobri, da jim je treba dati pravi vzgled. Kaj vi menite, kako vi vidite kot? Tudi jaz vidim v mladih neko prihodnost, nek up našega slovenskega naroda. Če zaupaš v mlade, potem tudi mladi zaupajo vate in ti skušajo slediti v tistih bistvenih in pozitivnih stvarih, ki vodijo k sreči. V naši župniji so mladi precej dejavni, poleg tega, da sodelujejo v 3 mladinskih skupinah, sodelujejo še v vsakoletnem oratoriju, ki ga pripravimo tukaj v župniji,
kjer sodeluje preko 40 mladih in pripravi enotedensko dogajanje za otroke, ki se jih udeleži približno 150 otrok tukaj iz župnije in okolice. Potem mladi sodelujejo tudi pri skavtih, mladi sodelujejo kot birmanski animatorji, mladi sodelujejo pri mladinskem pevskem zboru, mladi sodelujejo pri vseh dejavnostih, ki se odvijajo v župniji in zdaj jutri pripravljamo tudi dobrodelno tombolo za otroke po poškodbah glave. Ta dobrodelna tombola je zelo dobro obiskana in vsako leto prispevamo kar nekaj sredstev za pomoči potrebne ljudi. Verjetno tega čuta pomagati drugemu med ljudmi skoraj premalo tudi mediji o tem govorijo. Kaj menite vi? Mislim, da se v glavnem mediji poudarjajo samo to, kar je slabo, kar je težko, razne preizkušnje, premalo pa poudarjajo to dobroto ljudi. Mi smo bili deležni dobrote ljudi pred 2 letoma, ko je bila vodna ujma tukaj v Železnikih, takrat je cela Slovenija priskočila na pomoč ljudem v stiski. In mislim, da je prav, da s tem tudi gojimo nek čut soodgovornosti za sočloveka, da vidimo v svojem bližnjem neko pomankanje, da mu skušamo pomagati, da mu skušamo zopet omogočiti novo upanje, nov pogled proti sreči. In to je tisto glavno, za katero moramo vzgajati danes ljudi. Kako vi vidite današnjo družino? Glejte, družina je osnovna celica vsake družbe, tudi danes je tako. Družina je tudi osnovna celica vsake župnije. Brez družine tudi župnije sigurno ne bi bilo. In tukaj v naših krajih, v Sevški dolini, so družine precej številčne. Poprečno število otrok je tam nekje 3 do 4 ali pa tudi več, tudi do 10, kar kaže na neko pozitivno odločenost za življenje, česar danes v Sloveniji nekoliko primanjkuje. Zato je prav, da te družine tudi med seboj povezujemo, da te družine delujejo v posameznih župnijah in tudi v različnih skupinah. Brez tega bi bila vsaka župnija sigurno mrtva. In prav otroci, ki prihajajo iz teh družin, prinašajo neko veselje, neko radost vsako župnijo in tudi vsakemu duhovniku. Vi se še verjetno spomnite, ko ste bili še otrok te družine, ki je bila, mislite, da je ta družina v tem obdobju drugačna, kot je bila takrat, kot ste bili še vi otrok, oziroma razlika med mestno družino, družina, ki je v mestu ali na deželi, verjetno je razlika. Kaj vi menite? Nekoliko razlike je sigurno. V mestu je družina bolj podvržena tem sodobnim vplivom. Na podeželju pa še nekoliko bolj prisotna tradicija, ki je izhajala iz vere, iz krščanstva, vendar tudi na podeželje že prihaja sodobna mestna miselnost. Vendar mislim, da tisti ljudje, ki gojijo v sebi pravo duhovno ozračje, da znajo tudi to posredovati mlajšim rodovom. In tudi danes, kljub tej sodobni miselnosti, ostaja še veliko dobrih družin, ki so kvas za prihodnost. In mislim, da bodo te družine ponesle krščanstvo in tudi pozitivne vrednote tudi v prihodnost. Z nami so tudi gledalci, ki so malo mlajši in velikokrat govorimo o molitvi in kako bi pravzaprav tem mladim približali molitev oziroma da bi potem na koncu, ko bi bili veliko starejši, bi rekli, molitev je pa sreča. Glejte, dostikrat se preveč osredotočimo samo na neke molitvene obrazce in to mladim ni preveč blizu. Zato je prav, da mlade naučimo nekega pravega odnosa z Bogom. Bog je naš prijatelj in tako kot imamo mi tudi med ljudmi svoje prijatelje, moramo pravi prijateljski odnos graditi tudi z Bogom. In če znamo ta pravi prijateljski odnos z Bogom tudi živeti, potem molitev ni nikoli problem, ni nikoli ovira, ampak je potem molitev pomoč v našem življenju, pomoč v stiskah in takrat, ko nekoga potrebujemo, se lahko ozremo na Boga, ki nam vedno stoji ob strani. In mislim, da je to tista prava smer, kjer tudi mladi začutijo, da je Bog tisti, ki je vedno z nami. Se pa verjetno tudi mladi boljše počutijo oziroma nekako so bolj povezani, če je tudi družinska molitev, ki pa je verjetno tudi pomembna. Sigurno je družinska molitev zelo pomembna.
že na zunaj se vidi, ne? Otroci, ki prihajajo iz družin, kjer se moli, drugače dojemajo tudi stvari okrog sebe. Ne? Danes je veliko manj družinske molitve. K temu ljudi spodbujamo, vabimo in upamo, da bodo ljudje zopet dojeli, da je molitev neka vrednota, za katero se je vredno potruditi in jo gojiti v svojem osebnem življenju. Kaj je sveta maša? Sveta maša je verjetno vrhunec krščanstva. Sveta maša je prav gotovo središče življenja vsakega kristjana in tudi središče vsakega dneva in vsakega tedna. Vendar ljudi danes izgubljajo pomen, pravi pomen maše. Maša jim je danes predvsem neka dolžnost. Ko pa človek resnično začuti v svojem srcu, da je to tista prava povezanost z Bogom, ko se Bog daruje za vsakega izmed nas in ko Bogu tudi darujemo lahko svoje življenje, potem vidimo, da je maša nekaj lepega, nekaj osrečujočega, po čemer hrepenimo. Upam, da bo to spoznalo tudi danes čim več ljudi in da maša ne bo postala samo neka obveznost, tedenska obveznost, katero Bog ali cerkev zapoveduje, ampak da bo maša postala prava sreča za vsakega kristjana. Velikokrat se ljudje premalo zavedamo, da rabimo tako, kot rabimo fizično hrano, rabimo tudi duhovno hrano. Ta je še verjetno dosti bolj pomembna v tem času, ker so materialne dobrine veliko bolj na razpolago, kot so bile nekoč. Človek je ustvarjen tako, da kot telesno hrano potrebuje tudi duhovno hrano, ne? In vsak človek išče duhovnost za svoje srce. Če ne najde v tradicionalnem verovanju, potem jo išče drugje. Vendar upam, da bomo znali tudi danes sodobnemu človeku približati Božje poslanstvo, Božje tisto, kar Bog od nas pričakuje. Da bodo ljudje začutili, da je Bog tisti, ki napolnjuje naše srce. Da bo Bog postal središče našega dojemanja, našega srca. Mislim pa, da tudi danes ljudje, ki živijo živo krščanstvo, začutijo potrebo po tej duhovni hrani in da jo tudi iščejo v različnih skupinah, ki delujejo po župnijah ali pa tudi medžupnijskih skupinah. Se je potrebno oziroma se znamo ljudje pravilno Bogu zahvaliti za vsaki dan, tudi ne na eni strani tudi za zdravje, na drugi strani pa tudi trpljenje, preizkušnje, ki nam jih Bog potem daje. Ljudje smo nasplošno zelo sebični. Boga znamo poiskati takrat, ko ga potrebujemo, znamo ga prositi. Dostikrat pa potem, ko nam Bog stori kakšno dobro stvar, se mu pozabimo zahvaliti za vse tisto. Dostikrat pozabljamo, da nam je že samo življenje samo podarjeno in smo lahko hvaležni za vsak dan, ki ga živimo dobremu Bogu. Hvaležni smo, da imamo hrano, da imamo stanovanje, da imamo delo, da s tem lahko služimo denar zase in za svoje bližnje. Pozabljamo, da vse prihaja od dobrega Boga, da je vse en velik dan. In prav k temu nas hoče spomniti tudi cerkev vsako leto vsaj enkrat na zahvalno nedeljo. In to nedeljo obhajamo jutri in prav bi bilo, da bi se vsak izmed nas jutri vsega srca zahvalil dobremu Bogu za vse, kar smo v tem letu prejeli dobrega. In tudi jaz bi rad izrekel zahvalo vsem tistim ljudem, ki čutijo s cerkvijo po vseh naših župnijah, povsod po svetu, da čutijo, da so tudi oni del tega Božjega odrešenskega načrta, da so hvaležni Bogu, da smejo stopati za njim po poti odrešenja v katoliški cerkvi. Kot moderator Oddaj Pot poti bi še dodal, da do nekaj Slovenci za mesto še bolj čutijo domovino kot mi in se nam zdi samoumevno, kar pa verjetno ni prav, da ne znamo pravilno ceniti domovine. Mislim, da je tudi vrednota domovine danes nekoliko zašla v pozabo. Slovenci v zamejstvu to čutijo iz dneva v dan, ko se zavedajo, da so zrasli iz slovenskih korenin in se k temu tudi vračajo. Mi, ki živimo pa tukaj v matični Sloveniji, pa na to dostikrat pozabljamo. Prav bi bilo, da bi bili ponosni svojo domovino, da bi bili hvaležni Bogu, da smemo živeti na tem lepem končku Slovenije. Da smo hvaležni za vsak dan, ki ga preživimo v svobodi. In res hvala Bogu, da smo tukaj in da smo lahko ponosni na ta košček raja. Velikokrat mi moji gledalci Oddaje Pot poti pišejo,
da imajo Sveto pismo na policiji, da na njem se nabira prah. Tisti, ki pa Sveto pismo vsak dan berejo, pa so bolj redki, ampak za to oddajo bi pa želeli zopet dobiti koga, ki bi morda vzel si čas, pa vsaj kakšen stavek ali pa stran prebral v Svetem pismu. Kaj bi vi dejali? Kakšna knjiga je to? Glejte, vsaka cerkev ima dve pomembni mizi. Prva je miza svete Evharistije ali oltar, na katerem se daruje Jezus s svojim telesom in svojo krvjo. Druga miza, ki pa je neenaka, je pa miza Božje besede ali ambon, kjer se oznanja tisto, kar Bog hoče povedati vsakemu izmed nas. In prav po Svetem pismu vsakemu izmed nas govori Bog. Sveto pismo je dostikrat ostaja, kot ste rekli, zaprašeno na policah. A tudi v današnjem času skušamo tudi mlade spodbujati, da bi večkrat segli po tej sveti knjigi. Tudi v letošnji pripravi na Birmo porabljamo Sveto pismo kot tisto osnovno knjigo, kot osnovni učbenik, po katerem se učimo krščanskega izročila. In prav bi bilo, da bi mladi znali in tudi radi uporabljali to sveto knjigo, ki jih vodi v srečo. Poleg tega pa je potrebno, da danes tudi segamo po revijah, po časopisih, ki nam posredujejo krščansko tematiko, ki nam osvetljujejo različno dogajanje skozi Božje oči. Prav je tudi, da prisluhnemo tudi medijem na krščanski podlagi, ki skušajo osvetliti tudi drugo plat, ki ne govorijo samo o grozotah, o težavah, ampak govorijo o nečem, kar je višje, o Bogu, ki je naša večna sreča, ki nam vedno prinaša nekaj lepega in nas vedno spremlja na poti. Kaj bi na koncu oddaje položil na srce našim gledalcem oddaje Pot poti? Vesel sem, da ste se danes ustavili tudi tukaj v naši župniji, da ste saj malo začutili utrip vsega dogajanja tukaj okrog nas. In prav je, da če kdaj zaidete v našo lepo Sevško dolino ali na smučanje ali kot planinci, da se ustavite tudi v naši župnijski cerkvi ali pa da tudi pridete k sveti maši. Tukaj je sveta maša vsako nedeljo zjutraj ob 7 in dopoldne ob 10. V Dražgošah ob 8 zjutraj in na Zalem Logu ob 9 dopoldne. Prav je, da skupaj slavimo Boga in da kot ena družina Božjih otrok skupaj hodimo po poti za Kristusom. Pa naj nas potem podpira priprošnja svetega Antona Puščavnika in naj vas vedno in povsod spremlja Božji blagoslov. Srečno in z Bogom vsem. Zahvaljujem se vam iz srca, gospod župnik, za sodelovanje, za lep sprejem v naši domači oddaji Pot poti. Vse gledalce pa pozdravljam z starim krščanskim pozdravom: Hvaljen Jezus in Marija.